Spinalna mišična atrofija je diagnoza, ki človeka lahko dokaj hitro oropa optimizma, pa tudi upanja. Vsaj do nedavnega je bilo tako. Danes lahko rečemo, da je k sreči bistveno drugače. Vendarle je na voljo zdravilo in zanima me, kako je na vaši poti, ko se soočate z boleznijo in ko njej navkljub živite lepo, kakovostno življenje, sprejemate tudi to novo možnost in kaj ta nova možnost pomeni za vas? Ja, ko sem jaz izvedela, da se napoveduje neko novo zdravilo, sem rekla, ok, bom jaz zdaj sama pri sebi storila vse, da bom, ko res pride, v čim boljši fizični kondiciji. Tako da sem res poskušala živeti čim bolj zdravo, se zdravo prehranjevati, gibati in to v bistvu zdaj kar nadaljujem vzporedno z prejemanjem zdravila in lahko povem, da so opazni učinki. Nekako tako, kot se mi je prej počasi bolezen slabšala, se mi zdaj res postopoma počasi izboljšuje. Tako da meni to daje neko upanje oziroma predvsem nadzor, občutek nadzora, ki ga imam nad svojim življenjem. Da lahko storim nekaj, da se mi bo stanje izboljšalo. Ker prej od malega so zdravniki govorili, predvsem mojim staršem, da je diagnoza napredujoča, progresivna in ne glede na to, kaj počnejo z menoj, ne bo nič boljše. Tako da ja, je to res obrat za 100%, tako da jaz se veselim življenja naprej. Pa tudi nasploh bi rekla, da dokazujete, kako uspešen je lahko človek kljub bolezni, kljub težavam, ki mu jih ta postavlja na pot. Ste zelo aktivni v društvih, združenjih. Lahko poveste nekaj o tem? Vam to daje dodatno spodbudo, s tem verjetno zelo, zelo pomagate tudi drugim. Ja, mogoče sem že po naravi človek, ki rabi akcijo. Jaz moram biti aktivna, drugače se jaz ne počutim dobro. Tako da v bistvu sem zaposlena kot strokovna delavka Društva distrofikov Slovenije, sem tudi sekretarka Združenja za redke bolezni Slovenije, potem sem še poslovodja v enem invalidskem podjetju, tako da dela mi res ne zmanjka, ampak meni to v bistvu daje motivacijo, pa tudi nek smisel v življenju. Tako da mi ni problem. Katere pa so stvari, ki si jih na področju medicine, seveda predvsem kar se tiče zdravljenja te bolezni, želite, da bi se zgodile čim prej, čim hitreje, čim celoviteje? Zdaj, mogoče na kratek rok si želim, seveda zdravilo je novo, par let je na tržišču, obstaja kar nekaj, tako da ni še nekih jasnih podatkov, kakšni bodo dejanski učinki zdravljenja spinalne mišične atrofije zaenkrat. Tako da jaz se veselim nekih prihodnjih rezultatov in pa mogoče tudi sporedno s tem nekih napotkov, kar se tiče prehranjevanja in pa aktivne vadbe. Ker nimamo nekih, ne obstajajo neki inštrumenti oziroma raziskave, ki bi potrjevale, da če bo živel in se prehranjeval zdravo, gibal dnevno, ne vem, uro na dan, bo učinek večji kot brez tega. To so neki taki kratkoročni moje želje, oziroma napotki s strani zdravnikov. Dolgoročno pa seveda glede na to, da tisti otroci, ki so se zdaj rodili s spinalno mišično atrofijo, bodo po vsej verjetnosti zdravi, ne bodo imeli nobenih znakov bolezni, tako da jaz mislim, da je to res neko tako revolucionarno odkritje. Lahko rečemo kar nekaj nepredstavljivega, kaj ne še nekaj let nazaj, Tako. Recimo desetletje nazaj. Tako in tudi z našega vidika, mi, ki smo starejši odrasli, že da bolezen ne napreduje, že to meni osebno pomeni ogromno. Na kaj pa bi morda opozorili v kontekstu zdravstvenega sistema, denimo pri zagotavljanju celostne, celovite obravnave in rehabilitacije? Kako je tu poskrbljeno za posameznika, za pacienta in kaj na primer pogrešate? Tako kot sem prej dejala, mogoče neke nutricistične napotke in pa
večje število fizioterapevtskih obravnav, ki bi bile financirane strani države. Trenutno dobimo približno 10 obravnav na leto, kar je v bistvu praktično skoraj nič, glede na to, da po mojih izkušnjah in opažanjih sta potrebni vsaj 2 obravnavi na teden, da se stanje nekako vzdržuje. Vse ostalo je premalo. No. Tu verjetno priskoči na pomoč tudi društvo, pa vendar je tudi to bistveno premalo, kaj ne? Ne more zapolniti sistemske praznine. Društvo sofinancira fizioterapevtske obravnave in sicer 4 na mesec, tako da vse ostalo pa pač posameznik sam doplača. Tako da nekaterim to ni problem, drugi pa, ki nimajo pač takega finančnega zaledja, se pa potem tudi posledično ne odločajo za to. Tako da si v prihodnje želimo seveda večje število obravnav, ki bi bile financirane.